Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dober dan. Danes imamo vsaj dva razloga za nasmeh, za dobro voljo. En je lep poletni dan, drug pa seveda nova pridobitev. Osnovno zdravstvo Gorenjske, enota Zdravstveni dom Bled, danes dobiva ta reševalni motor. Zanj sta dragocena finančna sredstva, donacijo 22.000 evrov prispevala BMW Slovenija in fundacija Karl Monc. Najprej mi dovolite, da na tem mestu toplo pozdravim vse prisotne, cenjene donatorje, vodstvo osnovnega zdravstva Gorenjske, vse zaposlene zdravstvenega doma Bled, še posebej reševalce, ki bodo uporabljali nov motor. Pozdravljam predstavnike občin ustanoviteljic osnovnega zdravstva Gorenjske, z nami so župani občin Bled, Gorje, Radovljica, podžupanja občine Bohinj in seveda prijazno pozdravljam prav vse vas, predstavnike medijev in vabljene goste. Dobrodošli na tem za nas pomembnem dogodku, kjer je sicer glavni zvezdnik motor, mi smo pa nekako statisti s pomembno vlogo, da skupaj naredimo danes nekaj dobrega. Predno ta nov reševalni motor simbolično predamo v uporabo, pa za nekaj pozdravnih besed prosim direktorico Zdravstvenega doma Bled, današnjo gostiteljico, gospo Lidijo Pretnar-Pristov. Najprej vsi lepo pozdravljeni še v mojem imenu in najprej se seveda zahvaljujem tako BMW Slovenija kot fundaciji Karl Monc za to pridobitev, ki nam bo pomembno prispevala k našemu delu, omogočila hitrejšo in lažjo dostopnost do bolnikov in poškodovancev na terenu. Tukaj bi najprej povedala, da Zdravstveni dom Bled pokriva dve občini, Bled in Gorje, kar je skupaj približno 10.000 prebivalcev. Vemo pa, da v poletni sezoni se to število močno poveča, že samo Bled ima več postelj, kot pa je prebivalcev. To pomeni, da se tudi obremenitev zdravstvenega doma poveča za več kot za 100%. Tukaj bi povedala, da pač sistematizacija delovnih mest tega pač ne upošteva. Mi imamo število reševalcev, zdravnikov, sester, toliko, kot zahteva pač to število prebivalcev. In obremenitev naših zaposlenih je zaradi tega pač v poletnih mesecih zelo povečana. Naši zdravniki, reševalci in sestre opravijo veliko več dela, kot pa to predvidevajo normativi. To nam uspeva s pomočjo požrtvovalnosti, s pomočjo številnih nadur, ki jih zaposleni opravijo, zato bi se na tem mestu res zahvalila vsem zaposlenim za to, kar delate, za to, kar delamo. Za srčnost, strokovnost in predanost. Med turisti, vemo, je veliko starejših s kroničnimi obolenji, imamo potem mlade, ki so pretirani željni zabave in velikokrat na koncu nas potrebujejo. Imamo tudi veliko adrenalinskih športov, ki botrujejo poškodbam, tako da nam res ni dolgčas, če se tako izrazim. Še enkrat bi se rada zahvalila pač podjetju BMW za pač to donacijo, ki nam bo, verjamem, zelo izboljšala naše delo. Bi pa tukaj poudarila, da pač sistematizacija delovnega mesta za reševalca je nimamo. Mi bomo morali z obstoječimi kadri pokriti to delovno mesto, kar bomo seveda z veseljem storili in verjamem, da bojo naši reševalci to svojo predanostjo, izkušenostjo dobro upravili. Vendar bi na tem mestu pozvala odločevalce, tako lokalne, kot tiste na državnem nivoju, ki pa jih danes na žalost tukaj ni z nami, da v bodoče upoštevajo te naše obremenitve in mogoče nam pomagajo tudi z temi sistematizacijami, povečano število zaposlenih
in pač to v bodoče upoštevajo. Želeli bi si turistično ambulanto, mogoče dodatno reševalno vozilo za zdravstveni dom Bohinj, to se pravi vozilo urgentnega zdravnika in še bi lahko naštevala. Tako da lepo pozdravljeni še v mojem imenu in v imenu vseh zaposlenih z ZDB. Lepo pozdravljeni tudi v imenu BMW Slovenija. Danes ne predajamo le motornega kolesa. Danes se zavezujemo skupnosti, vrednotam in pa poslanstvu, ki opredeljujejo našo blagovno znamko. Naša zavezanost je v središču vsega, kar počnemo. Zato nenehno stremimo k inovacijam izdelkov, ki ne zagotavljajo le učinkovitosti in pa odličnosti, ampak tudi zmanjšujejo vpliv na naše okolje. Zavedamo se, da imamo kot vodilni proizvajalec premijske mobilnosti obvezo in dolžnost, da vračamo skupnostim, ki nas podpirajo. Pri BMW-ju verjamemo v moč mobilnosti. Ljudem radi prinašamo užitke, predvsem užitke v vožnji. Vendar, kot lahko vidimo danes, naši izdelki lahko tudi pomagajo reševati življenja. Kot je bilo že prej omenjeno, zdravstveni dom Bled je ta motor nabavil s pomočjo naše donacije in pa donacije Karl Smonsa. In ta motor pooseblja duh in inženiring oblikovanja, kar predstavlja dejansko BMW. Reševalno kolo BMW, reševalni postaji ne bo zagotavljal samo prevoznega sredstva, ampak tako kot je bilo rečeno že prej, izboljšal in bo sposobnost hitrejšega in bolj učinkovitega odzivanja na nujne primere. In mislim, da na tem mestu ne rabim poudarjati, da v takih primerih sekunde štejejo. In sekunde so tiste, ki bodo odločile med življenjem. Reševalno kolo tako predajamo polni upanja in optimizma. Verjamemo, da bo predanim in zavzetim zdravstvenim delavcem, ki si neumorno prizadevajo skrbeti za druge, služil kot zanesljiv partner. In pa upamo, da bo tistim, ki ga najbolj potrebujejo, prinesel podporo in olajšanje, kot že rečeno prej, v čim krajšem možnem času. Tako da na koncu bi se rad zahvalil še enkrat vsem, ki ste sodelovali v tem srčnem projektu, še posebej tudi mojima sodelavcema Maji in pa Samotu, katera sta vložila res veliko truda za izpeljavo tega projekta in pa kot rečeno že prej, vseeno bom to rekel, da bi ga potrebovali čim manjkrat, takrat pa, ko ga boste potrebovali, pa vam naj služi tako kot mora. Hvala lepa. In zdaj, brez dolgih besed, ta trenutek, ki ga vsi čakamo, uradna predaja ključa motorja. Prosim kar generalnega direktorja BMW Slovenija Aleša Suhorepca in našo direktorico zdravstvenega doma Bled, gospo Lidijo Pretnar-Pristav, za to predajo. Volite. Naj vam se poži. Kar reševalci pripričate, še Danes je za reševalno postajo Bled in celotno lokalno skupnost prav poseben dan. S ponosom in hvaležnostjo obeležujemo donacijo novega motornega kolesa, ki ne pomeni le tehnološke pridobitve, ampak predvsem pomemben korak k še hitrejši, bolj učinkoviti in prilagodljivi nujni medicinski pomoči. Naša reševalna postaja zagotavlja nujno medicinsko pomoč na 640 kvadratnih kilometrov velikem območju. Pokrivamo 4 občine, se pravi občino Bohinj, Bled, Gori in Radovljica. Na območju živi 36 tisoč stalnih prebivalcev, skupno 98 naselij. V preteklem letu smo opravili okoli 1900 nujnih intervencij in opravili preko 7000 prevozov. Glede na prihode gostov in očitve je naša enota najbolj obremenjena s turizmom v državi, sedi Ljubljana in nato obalne občine. Število dnevnih gostov v turistični sezoni vsako leto večje, vsakodnevni zastoji se začnejo že na avtocesti pred izvozom Lesce in vse do konca Bleda v smeri Bohinja. V večernem času pa se ta dinamika prometa obrne v obratni smeri, tako da imamo že pri naselju Bohinjska Bela že zastoje v smeri Bleda in naprej Lesc. Dnevno se soočamo z izzivi nujne vožnje v gostnem prometu, še posebej skozi glavno turistično sezono, razpršeno poselitvijo prebivalstva, območji, ki so težko dostopna ali nedostopna za reševalno vozilo, na primer sprehajalne poti okoli Blejskega in Bohinjskega jezera, kolesarske steze in ceste proti planinam. Motorno kolo je opremljeno s sodobno opremo,
za oskrbo nujnih stanj na terenu. Reševalci in motoristi pa imajo poleg formalne visokošolske izobrazbe zdravstvene smeri še opravljena dodatna znanja iz urgentne medicine. Reševalc motorist je velik doprinos tudi z vidika preventive, prisotnosti na dogodkih in pri množičnih intervencijah. A še tako sodobna oprema ni dovolj brez usposobljenih, srčnih in predanih ljudi, ki jo uporabljajo. In teh v naši ekipi ne manjka. V imenu vseh zaposlenih v zdravstvenem domu Bled se iskreno zahvaljujemo donatorju. Vaša podpora pomeni več, kot si morda predstavljate. Z vašo pomočjo bomo lahko dosegli pomoči potrebne hitreje, zlasti na težje dostopnih območjih ali v času prometnih zastojev, ko je vsaka sekunda odločilna. Z današnjim dnem tudi uradno začenjamo službo reševalca motorista z veliko odgovornostjo, a tudi s ponosnom in zaupanjem v znanje ter izkušnje naših sodelavcev. Prepričani smo, da bo to pomembno prispevalo k večji varnosti občank in občanov ter vseh, ki obiščajo našo čudovito pokrajino. Hvala vsem, ki ste danes z nami. Naj bo ta dan začetek ene lepe in uspešne zgodbe, v kateri rešujemo življenja še hitreje in še bolje. Hvala lepa vsem za udeležbo danes. Kot občan Bleda najprej moram povedati to, da je bil to en zelo srčen projekt in sem zelo ponosen, z županom sva ravno prej malo govorila, da tudi mi lahko dajemo kot občani nekaj nazaj skupnosti. In če se sprašujete, zakaj BMW motorno kolo, zelo enostavno. Namreč BMW Motorrad je edini proizvajalec na svetu, ki proizvaja specialna motorna vozila. Kaj to pomeni? Zelo enostavno. Poseben razvoj, posebna linija za izdelavo in pa seveda dolge ure in veliko denarja za testiranje. Če pogledamo primer teh dveh motorjev, vidite popolnoma dva različna modela, oba specialna izvedenka, uporablja jih policija v obliki RT-ja in pa naprimer v tem primeru F900 GS. Zakaj F900 GS? Ravno zaradi narave dela, primer, kjer se bodo zastoji, malo prostora, teren, ki ni povsod mogoče utrjen, 900 GS omogoča ta dostop, kjer pa RT, ki je bolj cestno naravnan, to ne bi bilo mogoče. Če bi rekli, lahko damo na civilni motor lučke, sirene in potem postane to specialno vozilo. Mogoče, vendar zakaj to ni dobro? Zelo enostavno. Če pogledamo obremenitve, ki jih motorno kolo, ko ga uporablja strokovnjak za svoje delo, motor doživlja, je to popolnoma druga stvar, kot če se vozi navaden motorist po cesti. Tako da od zmetenja do samih zaščit, ki so na motorju, vse je popolnoma prilagojeno delu strokovnjaka, v primeru reševanja, reševalcev ali policista, policistu. Sami kovčki, verjetno ste že videli na cesti, široke kovčke, velike, v katere gre veliko prtljage in je vse super in fino. Kovčki na teh obeh motorjih, naši kovčki za specialna vozila, so majhni, z namenom. Pri doseganju visokih hitrosti, ki jih motorji dosegajo, motor lahko postane nestabilen. Ko je motor nestabilen, sledi padec. Zaščita preko kovčkov, v katerih se nahaja nujna medicinska pomoč, zdravila ali kaj podobnega, so pri tem motorju za takimi kovčki zaščitena. Pri serijskih kovčkih to ne bi šlo. Luči in sirene je samo del opreme. Veliko se skriva od spodaj, kar v čem ni vidno. Zato želim fantom, da bodo to s pridom uporabljali. Seveda so upravili že določeno usposabljanje pri vožnji, določena tehnična usposabljanja bomo naredili še skupaj in za vse dodatne informacije smo vam na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. Prav vesel in ponosen sem na ta dan, da lahko predamo seveda tako novo reševalno vozilo v namen, ki je seveda plemenit, torej reševanje življenj in pa seveda ljudi. Kot predsednik reševalcev v zdravstvu in kot dolgoletni reševalec na motorju za 15-letnimi izkušnjami sem ponosen, da lahko predamo danes to novo reševalno vozilo. In ni zgolj vozilo, je seveda zaveznik v boju za časom. V trenutkih, kadar ga uporabljamo, seveda so pomembne vsaka minuta in vsaka sekunda. V nujni medicinski pomoči v Sloveniji je napredek viden, torej vsak dan smo boljši, se izboljšujemo. To motorno kolo je kot to ne samo motorno kolo, ampak tudi dokaz, da razumemo potrebe sodobnega reševanja in pa seveda pristopa k reševanju ljudi. V gostnem prometu, v ozkih ulicah in na koncu tudi v mestnih središčih ter na težje dostopnih krajih
Prav tu motorist reševalec pride pogosto prvi na kraj dogodka pred poškodovancem in pa naglo bolelemu in tukaj je verjetno tista dodana vrednost motorista reševalca. To motorno kolo ne pomeni samo neka tehnična izboljšava, pomeni tudi zaupanje. Torej zaupanje v naše znanje, v naše izkušnje in našo prihodnost in predanost, pomeni tudi odgovornost. Saj vemo, da hitrost sama po sebi ne pomeni nič in je prav tako tudi lahko nevarna. Če za njo ne stojita trezna presoja in pa seveda strokovna odločitev. Torej iskrena hvala vsem, ki ste omogočili ta korak naprej, donatorjem, vodstvu zdravstvene ustanove, lokalne skupnosti in seveda ne nazadnje kolegom reševalcem, ki vsak dan znova dokazujemo, zakaj je naše delo tako pomembno. Ob zaključku bi rad poudaril, da naj bo to motorno kolo vedno sredstvo upanja, pomoči in pa solidarnosti. In naj vas vse skupaj spominjam, da smo v prvi vrsti le ljudje in ljudje za ljudi. Hvala lepa.